Dobro jutro. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez njej ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. Haleluja. A veš, da vse to govori o Jezusu? Ja, to je Jezus Kristus. Beseda je Jezus Kristus, tvoj Bog, odrešenik. Jezus Kristus, Božja ljubezen, da si rešen. Jezus Kristus, Božje jagnje, ki odvzema greh sveta. To je Jezus Kristus, Božja luč. Tako da živiš, da hodiš v njegovi luči, torej nisi več v temi. In v začetku je bila beseda. To je Jezus Kristus. Božje življenje, tako da imaš večni življenje in da boš živel z njim zavedno. Jezus Kristus, Božja milost, da živiš s polni milost, za milost, milost v obilju. Evangeliju po Janezu 1. poglavju tako pravi: in beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, ki ga ima od očeta, kot edinorojeni sin, polna milost in resnice. Kajti z njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. In gledajte, Božji jagnje, ki odvzema greh sveta. In Biblija pravi, da je Jezus svoj prvi čudež naredil, ko je vodo spremenil v vino. In to je nadnaravna preobrazba. Tako kot je storil v tvojem življenju. Ti si bil nadnaravno preobrazben. Ti si nova stvaritev. Ti si v Kristusu Jezusu. Kristus živi v tebi in ti si v Kristusu, živiš v Kristusu Jezus. Staro je minilo, gledajte, nastalo je novo, tako pravi Božja beseda. Ti si svoboden strahu, ti si svoboden religioznosti, ti si svoboden greha in smrti. Ti si novo vino. Ti si novo vino, ki ga je Kristus preobrazil v Božjo slavo. In tudi za dobra dela. Zdaj ti si tempelj Svetega Duha. Že od začetka Bog ti je naredil za svoj dom. Božja ljubezen do tebi gori v njegovem srcu. Zato, ker ti si njegov. Apostol Peter pravi, da si izvoljen rod, da si kraljevsko duhovništvo, da si svet narod, svet ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjal odlike tistega, ki ti je poklical s teme v svojo čudovito luč. Peter pravi, da nekdaj nisi bil ljudstvo, zdaj pa si Božje ljudstvo. Nisi našel smiljenje, zdaj pa si našel smiljenje. Ti si poln milosti, ker Bog te ljubi. Ti si luč, ker Jezus živi v tebi. Apostol Pavel pravi, če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev, staro je minilo. Glejte, nastalo je novo. Torej vse je novo zate. Zdaj pa imaš nov začetek pred tebi. Vzemi ga, ker je za večnost. Hvala ti, Jezus. Hvala ti za tvoj čudež v našem življenju, Gospod. In jaz ti spodbujam, da obožuj Jezusa, da častiš Jezusa, da bodi polni Jezusa, da bodi polni Božje slave. Zato, ker Božja beseda pravi, da si Božji tempelj in da Božji duh prebiva v tebi. Uživaj v Božji slavi. Bodi blagoslovljen.